En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, v liveu Vse se da. No, danes je ponovno eno kratko moje sporočilo, upam, da bo kratko, če ne, pol me takoj odnese. Ker mislim, da vsaka zadeva, ki je pač, če želimo spremeniti, moramo iti malce globje, ni instant receptov in zaradi tega pač potem ne morem v 2 minutah kaj povedati. Lahko, seveda lahko povem, imejte se radi ali pa karkoli, če pa želim pojasniti, zato da resnično poskušate delati na sebi, je pa potrebno malce bolj pogledati. Povedala sem, da bom posnela 4 videe, kaj je bistvo akademije in tudi v resnici, zakaj sem se odločila, da je akademija tista stvar, ki jo želim deliti z ženskami in teh mojih 25 let izkušenj, vodstvenih izkušenj, ne samo, kar pomeni tako strokovni, kot tudi predvsem na osebni rasti, ker zadnjih od 2017, 7 let, začela sem seveda prej, ampak 7 let pa vedno bolj globje in globje, delam na sebi in tudi opažam, kaj marsikoga omejuje, kaj je tisto, da se ustavi, zakaj ne želi, ne zbere poguma, pa naredi korak naprej, ko se pojavijo neke ideje, zakaj jih ne uresniči, kaj se dogaja. Nekaj alinej sem vam napisala, pa bom najprej začela z eno zgodbo, ki se mi zdi najbolj pomembna. Vsi vemo, da vse, kar je original, je to, kopija, niti ena kopija. Jaz ponavadi vedno, kadarkoli vidim kakšne kopije blagovnih znamk, se vidi, da je kopija ali po materialu, ali po funkcionalnosti. Nekje se vidi, da ni točno tako narejeno, kot je pravi original. In to mi vse dobro poznamo. Vedno rečemo, nobena kopija ne more biti tako dobra, kot je original. Ampak pozabimo pa to, ko se pogovarjamo o osebi, o nas. In sicer vsi si želimo biti pristni, po drugi strani damo pa izredno veliko na druga mnenja. In pol, ko poslušamo druga mnenja, zgubimo svojo avtentičnost. In ker zgubimo svojo avtentičnost, zgubimo tudi moč, zgubimo pogum, govorimo o notranji moči. Vsak izziv nam predstavlja še hujše, da ne moramo, še manj vrednosti nam da. No in to bi danes se rada dotaknila. Pa mogoče čisto na kratko, da povem en del zgodbe, pa bom pol pojasnila te alineje, ki jih imam napisano. Do leta 2015 sem izredno veliko dala na mnenje drugih. V resnici sem mislila, kako sem avtentična, po drugi strani me pa veliko pomenilo, kaj si mislijo gospodarstveniki, kaj si misli moja tašča, kaj si mislijo moji starši, kaj si misli okolica, kaj si misli moj mož. Konstantno so vsi drugi bili tukaj in če so me oni videli, da sem ok, potem sem tudi rekla, sem si dala potrditev. Do tistega dneva, ko se mi je res delo, da se razdajam za vse, to pomeni v podjetju, da se razdajam v družini, da se razdajam pri partnerju, da se razdajam pri okolici, najprej pri moji primarni okolici, pol, da se razdajam v gospodarstvu in na vse nagrade, ki smo jih takrat dobili, seveda, kdo pa ne bi šel, gre malce pogledati komentarjev. In takrat se spomnim, da je bilo veliko takih komentarjev, ki so me zelo prizadeli. No in takrat sem rekla, kako je možno, da oni me tako vidijo, jaz se vidim pa čisto drugače. Sem nežna, sem čutna, sem občutljiva, dam veliko na ljudi, ker tudi prihajam iz take družine. In sem rekla, kako je možno, da jaz vidim te ljudi dobro, oni pa mene vidijo slabo, ali pa čisto drugače, kot vidim jaz njih. No, in tako se je tudi začel sam proces in jaz sem jim vsem hvaležna, resnično. Vsakemu, ki je naredil mi neko bolečino, ali so bili to komentarji, ali so bili kakšni učitelji, ali so bili nekdo, ki mi je nekaj pomenil, vsaka bolečina mi je dala neko moment, da sem rekla, ok, nekaj moram pogledati noter. Moram pogledati, zakaj je to tako. No, ampak ta moment se mi je zdel pa najbolj ključen. In takrat sem videla, mama mia, če dajem vse na mnenje drugih, normalno, da nisem pristna.
Sem kopija, mal temu, ta reče, kak mora biti gospodarstvenik, tak se ne bi smelo obnašati, ono se ne bi smelo obnašati, to ne bi smela reči, moraš dati politične odgovore in tako naprej. V resnici nisi več original. Si nekaj, kar nekdo drug želi, da si. In s tem, ker si nekdo drug želi, ne moreš biti original. Ok, in tle se je moja pot začela. Zato lepo prosim, stavek, ki se mi zdi ključnega pomena, da ga danes razumete. Saj, če ta moment osvojite danes, ste 100% naredili. Že danes bo vaše življenje drugačno. Danes se vam bo že spremenilo. Mi je kaj vroče postalo, ko sem začela govoriti o tem. Ok, kakšen je prvi moment? Pričakujete, kako vas vidijo drugi in želite, da vas vidijo dobro. Ampak oseba, če sebe ne vidi dobro, kako bo videla vas dobro? Kako naj vas vidi dobro? To so ključne naloge, ki jih imam na začetku, kako vidite. In čeprav za tem se ful veliko skriva, vi lahko zaprete oči, pa pomislite, kako me vidite. In če me vidite srečno, radostno, uspešno, je to tudi del vas. Če me vidite, naduto, zvišeno, karkoli pač je, to je tudi del vas. Ampak potem se šele zgodba začne, kajti začne se zgodba, ko nekdo reče, vidim te zelo karizmatično, pa zelo komunikativno, jaz pa nisem taka. Ja, to se skriva noter v tebi. In to je treba razvijati. Če vidite, da mene vidite naduto, vzvišeno, to je tudi noter v vas in je treba pogledati, kje se to skriva, kje ste vi naduti, kje ste vzvišeni, vse to, kar vidite pri meni. Kar pomeni, kakorkoli vas oseba vidi, vas vidi tako, kakor vidi sebe. Lepo prosim, da to je, če je ta moment, smo naredili malo morje. Že danes s tem vidim 50% že imate rešenih težav. Zakaj? Ker ko boste dali na mnenja, ko bo prišlo do tega, da daste na mnenje, boste dali na mnenja ljudi, ki so boljši od vas. Ne glede, to sem pa v prejšnjem videu razložila, da ne bi zdaj še enkrat šla, ker zdaj bi rada pojasnila 4 alineje, ki se mi zdijo nujno pomembne. No in takrat v resnici začneš delati na sebi. Ko rečeš, oh my god, a zdaj me ta vidi tak, ali pa naprimer 2 prijateljici. Vse veste, kako pravijo. Povej mi, s kom se družiš, pa ti povem, kdo si. In jaz to podpišem. Da to resno drži. Ne, jaz pa nisem taka, jaz sem pa drugačna, ona šimfa sem, jaz pa to ne počnem. Ni res, globoko v sebi noter radi poslušamo to. In če radi poslušamo, smo enaki. Ali jo drugače. Je en uspešen, pa druga oseba ni uspešna, tako uspešna. Ona je vseeno uspešna, ona si želi biti uspešna. Ampak mogoče je do tega nivoja, a veste, ne vrne se vedno vse v denarju. Lahko, naprimer, da je uspešna na tak način, da ljudje imajo radi, da jo okolica sprejema, na način, ker je avtentična. To meni, ni vse, da gledamo denar. Zdaj pa 4 točke, ki sem si napisala, ki bi jih rada podelila z vami. Najprej, kakorkoli se sliši, na nek način mogoče egoistično, ljubezen do sebe. Ampak po drugi strani, pravim, da sem vesela, da imam malce te balkanske, ne da sem vesela, ker imam polno balkansko kri. Vse veste, kako Balkanci vedno reče, moj sine, moja hči, tako dvignejo, ko so mali, pa ko so veliki, pa vse odrežejo, vse tisto, kar je bilo dobro. Zato, ker imajo tudi oni izziv in ti vedenjski vzorci se prenašajo na otroka. In ko vi v resnici spoznate ljubezen do sebe, zdaj sem si napisala alineje, da ne bom zašla. Šele takrat, ko začnete graditi ljubezni do sebe, šele lahko z drugimi gradite ljubezen z drugimi, odnos z drugimi. Če ga ne, potem dejansko ga ne morete. Ampak kaj pa pomeni ljubezen do sebe? Da se sprejmete točno takšni, kot ste. Z dobrimi in manj dobrimi stvarmi. Seveda ne moramo biti vsi top shit, sej nismo. Vsak ima neke dobre lastnosti in tudi manj dobre lastnosti, ampak ko jih sprejmete, ko rečete, vse so moje, že kaj naredite prvi korak, začnete sprejemati sebe. In vedite, da ni osebe, ki ne bi potrebovala pomoč. Če mi to kdo reče, ne, jaz sem vse ved, to bi moje drage dame iz akademije znale vam odgovoriti. Ste perfekcionisti in nimate prostora za spremembe in tudi ne delate sprememb. Mislite, da ste edini na tem planetu, da najbolj veste, da vsako pride, nikakor ne gre. A veste, kako tudi mi je danes rekel
en odličen podjetnik. Je rekel, Tanja, ker pač mi, da smo zdaj v teh letih, nismo ne med mladimi, ne med starimi, ampak rečemo, da smo med modrimi, mi je rekel zelo dobro istočnico. Tako dolgo bom delal v podjetju, dokler bo ljudje, mladi ljudje, hodili k meni pa me spraševati po nasvet. Ko bom videl, da ne hodijo več ljudje k meni po nasvete, vem, da je čas za moj odpis. Da se odmaknem, da se umaknem iz tega podjetja. Evo, jaz se strinjam s tem. Zato sprejmite, delajte na sebi, ne bodite perfekcionisti, ampak pustite si prostor, pa sprejmite se v popolnosti, takšni, kot ste. Druga stvar, kar je še pomembno, kako boste gradili lastno vrednost, če ne boste sebe sprejemali? Evo, in pa smo spet pri tem, ne? In vsako bo prišel, vsako bo imel 5 minut časa, bomo povedal, to ni v redu, ono ni v redu, tole ni v redu, ampak to je najprej, da se zavedaš, da si drugačen, da je lepo, da si drugačen. Jaz nimam zdaj 2 kozarcev, imam pa 2 flaški. Te 2 flaški sta obe edinstveni. Vsaka po svoje, sem je vsaka drugačna. Ta mi kaže, kdaj moram piti, ta je pač posebna, ker ima toplo in hladno. To sem pa dobila od ene naše ambasadorke. Še celo napisala mi je Tanja Skaza, vse se da. Ok, in ko začnete delati z ljubeznijo do sebe, my God, si dvigujete svojo lastno vrednost. In ko si dvigujete svojo lastno vrednost, veste, kje so vaše kvalitete. Kdorkoli vam reče, a veš kaj, tole pa nisi dobro naredila, če je ta oseba boljša, boste upoštevali. Če ne, boste pa rekli bla, 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 pa bo šlo mimo. Gledam, koliko je ura, 26, se spomnim, kdaj sem začela. No, in pridemo zdaj do tega, do mnenj drugih. In potem se nam vsekakor zgodi, da veliko damo na to, kaj ta reče, kaj ta reče, kaj ta reče, kaj ta reče. Cel mes, čisto cel mes nastane. Mes nastane zaradi tega, pol zgubite sploh tisto, kar je vaš know-how, kaj je vaša notranjost, kaj bi vi radi povedali. Ker rečete, ne boš to pozabila povedati, ne boš to pozabila povedati, ne boš to pozabila povedati, in pol 100 stvari in nema nič od tega. In druga zadeva, kar je, vedno samo potem gledate, kako boste drugim ustregli. Točno to, kar se je meni zgodilo, ker sem vam razložila, da ko sem delala maksimalno, mislim, tako sem delala, da se mi je zdelo, da kaj boljšega pa ne morem narediti, da sem pa res dosegla plafona, da rečem, lej, vse manj, kar bi človek lahko zaželel, vse tisto, kar sem kot majhna punčka sanjala. In pol, ko sem brala ta mnenja, sem si rekla, oh my God, kako je možno, jaz vidim ljudi tako lepo, oni po mene, nekateri vidijo tako slabo, in takrat ta klik, katerega smo ponovili, vse karkoli vam rečejo drugi ljudje, vam govorijo o sebi. To meni tudi, ko vam govorijo, vi ste fantastična, vi ste izjemna, vi ste to, vi ste ono, vse govorijo tudi o sebi. Lepo slišati in jih je lepo sprejemati. Tako da, kaj puste naj vam to govori? Ker tako in tako govori sebi, ker to je. Tudi, naprimer, ko eni reče, ja, sama, vidite, nekaj je še prekritega notro vmes. Če je prekritega, tisto, kar vam pove, to sprejmete, vedite pa, da ko vi grete v svoj steber, ko poznate sebe in ko zadnjič mi je napisal v komentarju, jaz sem ljudje niso take, res niso taki, sem takih ljudi, se boste tako odmaknili. Vas bodo prizadeli, pa boste rekli, ok, neka šola, boste to sprejeli in boste šli naprej. Ampak vse manj se boste ukvarjali s takimi ljudmi in v vaše življenje bojo prihajali ljudje, ki točno take, kad si zaslužite. Točno take, da rastete. Jaz vsako leto dobim eno bolečino. Vsako leto. Ampak vsako leto, ki pride tista bolečina, me tako nabusta. Boste videli drugo leto, junija 2025, kaj je iz te bolečine nastalo. Zakaj 2025, ne bom še podelila, ampak ko bo prišel pravi čas, boste tudi to vedeli. Gremo naprej. Spoštovanje do drugih, ta mi je tako. A veste, ko rečemo, dajmo se tikati. Ja, dajmo se tikati. Tikamo se lahko takrat, ni vikanje kar tako nastalo. Vikanje je nastalo zaradi tega, ker če se človek ne spoštuje, kako naj on vas tika, bolje, da vas vika, ker je že takoj neka meja. Takoj se postavi meja. Vi ne morete nadreti nekoga z vikanjem. Lahko na teh filmih, ki jih gledate, ampak v resnici, ne, vse angleščina nima vikanja.
ne morete nadreti, zato ker vam že mejo imate postavljeno. Ne? In mogoče spet drugi aha moment, ki je res ključen za to. Vi sebe spoštujete. In vi, ker spoštujete sebe, boste spoštovali vse ljudi na drugi strani, ne glede na to, kakšni so. A so ranjeni, a so srečni, a so uspešni, vse jih boste spoštovali. In vzeli boste od vsakega tisto, kar mislite, da ima dobro. Ne boste gledali negativne lastnosti, ker boste vedeli, da so to njegove negativne lastnosti. In ko bo prišel pravi čas, jih bo rešil. Če pa ne bo prišel pravi čas, jih pa ne bo rešil. Pa no zato. V redu je. Vse to je njegovo življenje. Vse vi nimate nič s tem. Lahko se odmaknete, lahko ga vprašate, če hoče dobiti kak nasvet. V primeru, da želi dobiti, mu ga povejte, če ne, ne. Ampak vi vzamete samo dobre stvari. Je pa potrebno biti pozoren. 10 let že delam, mogoče ne glede 10 let, malo manj kot 10 let, postavitve. In zdaj grem še ta certifikat narediti za postavitve. Okay. To Slovencem veliko pomeni. Ker imamo od Američanov več, ko imaš ti teh certifikatov, to da neko. Ali znaš ali pa ne znaš, je pa tako vseeno. Na postavitvi se zelo lepo tudi naučite, najprej, kakšni so redi, pripadnosti, hierarhije, zelo jasno. In tudi zelo jasno se naučite, da daste 50-50. Če date vi več kot 50, oseba ima naprimer, vi ste na 70, oseba ne more in oseba vam da 30, oseba nima kaj drugega, kot pa paditi ali pa zbežati. In učiti se v resnici pri spoštovanju, ko nekomu nekaj daste, ali ta oseba spoštuje sebe. Če se oseba ne spoštuje, vzamite nazaj. Pojdite, če so ljudje hinavci, kako reagirati. Mene zanima, če so ljudje hinavci, kako reagirati. Jaz, Suzana, bom mogoče pol odgovorila, to ni vaš izziv. Če so ljudje hinavci na drugi strani, poglejte nekaj drugega, pa če se družite z večinoma takih ljudi, poglejte, kje mogoče vi niste iskreni. Vse hinavščina je na nek način neiskrenost. To si pogledajte prejšnji video, ko sem govorila o neiskrenosti. Poglejte, kje niste iskreni. Jaz sem tudi skozi govorila, jaz sem v službi skozi odgovorna. Čekaj, to še prijemo do tistega poglavja. In potem kako je možno, da imam ljudi, ki niso odgovorni. In potem sem prišla sem osebno pogledala, rekla sem, da bom skuhala večerjo, pa nisem. Rekla sem, da bomo šli na izlet, pa nismo. Sem bila totalno neodgovorna. Sem rekla, vse je eno življenje, ni osebno pa poslovno. Eno življenje je skupno. Okay? To meni spoštujte sebe. Kako se spoštujete? To je proces. 3 leta traja proces ljubezni do sebe, grajenje vrednosti in vsega tega, ampak tudi to sem vam že povedala, obstajajo rituali, konkretni rituali, ki jih morate vsak dan delati in vsak dan to spremljati. Meditacija, če ne meditacija, tehnike dihanja, hvaležnost, telovadba, obvezno, vrniti na zrak. Mene vsak dan vidijo na kožlu, mi tipkajo, bipskajo, rabim zrak, pa živim zraven gozda, ampak sem dosti zunaj in veliko mi pomeni. Potem pa še določiti neke cilje, namero imeti za vsak dan rituali, da se odprete in da začnete se spraševati, ali so oni krivi ali je kaj z mano narobe. Kaj meni to sporoča? Ne zdaj iti v čisto kritiko dol, ampak kaj mi to sporoča, da sem lahko boljša oseba. Potem greste pa gor. No, in še mogoče ta zadnjo in potem bom končala. Ko začnete delati, mogoče še tega podelim. Ko delate na sebi, ljubezen do sebe, do spoštovanju, ne more biti, da vam vsak dan ni lepši. Vsak mesec vam je lepši. Mislim, jaz sem hvaležna za vse, kar sem dosegla v prejšnjih letih, ampak vsako leto mi je pa lepše in sem bolj srečna, bolj zadovoljna. Igor mi je danes rekel, ti res uživaš. Jaz res dosti delam, ampak zjutraj grem na hrib, privoščim si svoj ritual, počnem tako, kot hočem in vem, da se mi bo vse obrestovalo in da se mi že zdaj. Mogoče kaj ne finančno, mogoče kaj ne, se pa drugega obrestuje. No in bom povedala, ko delate na sebi. Če ne bi prišlo do ene bolečine, ki se mi je zgodila v poletnih mesecih,
se jaz ne bi odločila, da grem v upravni odbor SBC-ja nazaj. Se mi je zdelo tako, pa jaz to ne rabim, zdaj sem tako v drugih vodah, pa res bi rada, da ljudje pridejo k meni, tako da se odmaknejo, da so malo bolj zaprti, pa da rečejo, oj, res imam izziv, pomagaj mi to, pa to, pa to. No in potem, ko se mi je zgodila ta bolečina, sem dobila rano, ampak ta rana naredi to. Kaj? Mi to sporoča. In to mi je sporočilo, rabiš to. Rabiš to pa to, zato ker ti je krmi se lahko zniža lastna vrednost. Zato ker osebi, ki sem jaz dajala veliko vrednost, ki sem jo jaz postavila nekam, mi je ta oseba nekaj naredila, to meni me je ranila. In ko me to rani, sem rekel, oh my god, moram iti tja. In če ne bi se to zgodilo, ne bi šla v upravni odbor, ne bi danes ustvarjala čudovite zgodbe, tako da na SBC-ju Slovenian Business Club, tisti, kateri še niste, pridite, čudovito je, jutri gremo na potovanje v Toskano, imamo festival, konferenco, ker je noro konferenca, tak čudovit program, res, da vidite, da skrbimo za prihodnost Slovenije oziroma, da smo pozitivno naravnani, ker se podjetniki vedno moramo biti pozitivno naravnani. Lahko malo pademo, pa moramo iti naprej, ker iščemo rešitve, druge opcije ni. In ko delate na sebi, postanete odprti za nove izzive, nove priložnosti, moč dobite za vse vaše cilje oziroma sanje, ki ste si jih postavili. Dejansko postanete odprti, da lahko ustvarjate vašo vizijo, ki ste si jo postavili. Evo, toliko za danes. Saj sem tako več kot pol ure spet bila, pa sem nekaj 10 minut, 5 minut. In vprašanje, jaz bi res imela, da naredimo diskusijo, ker me zanima, res me zanima. Koliko vi date na druga mnenja? Kako to vpliva na vas? Kaj se vam dogaja? Tako kot je zdaj gospa Ena napisala mi, kako gledate na Hinavca. Ko gledate na Hinavca, imate dve opcije. Rečete, vem, da je Hinavc, me je zafrknil, kaj mi to sporoča, lahko pogledam kaj pri sebi, če ne se pa umaknem. Umaknem, se ne rabite zapirati drugače, samo umaknete se, seveda da boli. Toliko vidim prijateljstv, ko je neiskrenih prijateljstv, ker nočemo nekoga zgubiti, ker imamo neke odprte veze, ker moramo imeti neke odnose, zato, da jaz lahko to počnem in tudi hočem s takimi ljudmi sodelovati v mojem inštitutu, ko nimajo izziv s tem, da morajo položnico plačati, ampak zato, da res lahko delajo spremembe. Ko se ti odločiš, s to stranko hočem delati, zato ker vidim, da je odprta za spremembe, ali pa s to stranko pa ne želim delati, zato ker še ni pravi čas, ker jaz zgubljam energijo, ona zgublja denar. Jaz še zgubljam energijo, zgubljam čas, v resnici tisti denar tak in te gre, ker ga potem porabite za razne masaže, za razno, ne vem, retrite, da se napolnite. Zapolnite si tam, kjer zgubljate energijo, res tam, kjer zgubljate energijo. Zaprite ta kanal, ta dovod, zato ker je to totalno brez veze, ker to, ko ste porabili tam energije, pa tisti denar, ko ste dobili, boste mogli biti samo refleksijo, narediti samo refleksijo na način, da se boste napolnili. Kako? Ne vem. Lahko, da boste mogli hoditi za kakšna zdravljenja, mogoče boste porabili za točno to, kot sem rekla, za kakšne retrite, kakšna dodatna poživila in malo morja. Mogoče se pa še karkoli drugega pojavi, pa vi sploh ne veste, zato ker ste se izčrpali. Tako, vesela bom vaše diskusije, želim vam en čudovit večer. Čudovit večer in srčno upam, da boste vedno bolj v sebi in da še vedno, ko preberem kako sporočilo, ki je napisano tako dvolično ali pa napadalno, vedno nimam kaj odgovoriti. Vi bodite pozorni, a vas potegnejo taka sporočila. Kaj ne odgovorim, če vem, da oseba piše o sebi? Se ne kritizira mene, se ona nima mene. Če bi ona imela sebe rada, nikoli ne bi mene kritizirala, ker bi vsak sprejel osebo, da je pač taka, kot je. In to je najbolj pomembno, kar zastopite. Nimamo, če nekdo nekaj, kar nam ne odgovarja. Kaj bomo mi šli zdaj te osebi govoriti? Mi rečemo, le ona pač tako, jaz pa tako. In ko prijete do tega, velika sprememba. 2 močna aha stavka, če ste si jih zapomnili. Napišite jih, se mora večkrat ponavljati. Večkrat, ko se bo ponavljalo, mogoče ne bodo vsi gledali moje videe, čeprav lepo so gledani, ampak ne bodo vsi gledali mojih videov, mogoče bo pa tista 2 stavka, ko boste vi nekaj dali naprej. In še to, zakaj to počnem? Zato, ker na ta planet smo prišli služiti ljudstvu. Vsak se pa odloči, kako bo služil. In glede na to, da vem, koliko se ljudje ukvarjajo z mnenji, kaj pa ta, kaj pa on,
Mislim, da bo moja največja naloga, da ljudi pripravim na to, da bodo edinstveni, da bo se vedeli, da original je najboljša, da nobena kopija ni tako dobra kot je original in da bodo začeli gledati, da radost prihaja znotraj njih, ne zunaj, da se ti samo smejiš pa da si tako. Prihaja od znotraj, zato ko verjameš, živiš, veseliš se vsak dan življenja. Vsako jutro, ko se zbudiš, rečeš, oh my god, kaj bomo danes naredili. Tako da en čudovit večer. Ja, Klaudija, zelo lepo. Zelo lepo je napisala. Evo, krasno. Vsi, dragi moji, delajte na sebi, imejte se lepo, krasno in vsak dan vidite kot odlično priložnost za rast. In garantiram, da vam bo uspelo.